Pozdravljeni. Kolikokrat smo slišali stereotip, da sinovi premožnih očetov niso hitri, še posebej ne v Formuli 1. A danes bomo skušali ugotoviti, ali je to res. Že v samem naslovu smo videli, da pravzaprav obstajajo vozniki, ki so hitri, in vozniki, ki so bogati. In seveda biti bogat in hiter verjetno v naših mislih je nekaj, kar ne gre skupaj. Ko slišimo besedno zvezo sin bogatega očeta, verjetno marsikdo pomisli na Lensa Strolla. A videli bomo, da pravzaprav v svetovnem prvenstvu Formule 1 je marsikdo, ki je primerljivo premožen, a verjetno boljši ali slabši od že prej omenjenega Kanadčana. A verjetno se vsi mi tudi spomnimo, na primer Nicolaja Latifija, ki je odkrito bil v Formuli 1, zato ker je njegova družina investirala v njegovo kariero. Se moramo zavedati nekega osnovnega dejstva. Nicolas Latifi je nekako ustrezal vsem tistim standardom, ki so potrebni za priti v Formulo 1. Poenostavljeno povedano, imel je super licenco, ki jo je osvojil v nižjih formulah. Morda je potreboval sezono, 2 ali 3 več kot ostali, ampak vseeno dosegel je tisti minimalni cilj. In nihče nikoli ne bo dejal, da Nicolas Latifi ali Lance Stroll sta material za svetovnega prvaka Formule 1. A nedvomno mislim, da Lando Norris je eden izmed potencialnih kandidatov za ta naslov v prihodnosti. Je eden izmed najbolj obetavnih mladih britanskih voznikov in je sin izjemno bogatega očeta. O tem se ne govori, ampak njegov oče, po tistem, kar mi je dano vedeti, je med 500 najbogatejšimi Britanci, kar še zdaleč ni tako slabo. In zanimivo je, da pravzaprav Lando Norris je prišel v Formulo 1 po lastnih zaslugah, brez da bi njegova družina mu kupovala sedež. A verjetno marsikdo bo dejal, da je izjema in ne pravilo. A Lando Norris nam že dokaže, da v celotni zgodovini Formule 1 smo imeli premožne voznike, ki so bili tudi hitri. Se je kdo, na primer, izmed vas kdaj spraševal, kako bogata je bila družina Ayrtona Senne, še preden je ta vstopil v svet motošporta? Ne moremo govoriti o kakšnem bajnem bogatstvu, ampak izjemno premožna. Seveda, to je lahko pod vprašanjem vsakega izmed nas, kajti kar je zame bajno bogastvo, lahko za vas ni in obratno. Ampak verjetno se je marsikdo začel spraševati, zakaj je Logan Sargent sploh podaljšal pogodbo z ekipo Williams. In verjetno mnogi ne poznate njegove zgodbe, vsaj ne tiste v ozadju. Logan Sargent je bil eden izmed najboljših voznikov v sezoni 2020 Formule 3. Bil je pri ekipi Prema, kjer je imel 2 izjemno zanimiva moštvena kolega, Oskarja Piastrija, in poleg tega je bil v 3. bolidu še Frederik Vesti. Tisti, ki sledite nižjim formulam, verjetno poznate te priimke. In na koncu v sezoni 2020 Logan Sargent je bil 3. v skupni razvrstitvi, 1. seveda Piastri, na 2. mestu Theo Pourchaire, na 3. Logan Sargent, ki je za vodilnim zaostajal za bore 4 točke. A kljub vsemu ni našel sedeža v Formuli 2 za naslednjo sezono 2021.
Zato se je bil primoran vrniti v Formulo 3, v ekipo Šarus, ki je daleč pod tistim, kar bi lahko dejali za neko standardno ekipo. Šele na koncu te sezone je prišel v akademijo Williamsa, nato prestopil v Formulo 2 in zgodba nam je znana. In sedaj verjetno marsikdo se sprašuje, zakaj sem povedal vso to zgodbo. Ker stric Logana Sargenta ima v tem trenutku po meni dostopnih virih premoženje ocenjeno na $3 milijarde. A kljub vsemu, kot izgleda, Loganu Sargentu niso plačali nobenega sedeža. Torej, kljub temu, da izhaja iz izjemno premožne družine, si je svoje mesto v svetu Formule 1 dobesedno izboril sam. Ali vam je všeč ali ne, to je treba poudariti. Sedaj se lahko vrnemo na začetek naše zgodbe. Govorili smo o Lensu Strollu, kateremu je, po mnenju mnogih, oče kupil ekipo. Sam sem nasprotnega mnenja. Namreč oče Lorenz Stroll je verjetno videl izjemno dober posel. In seveda, ker je imel sina, ki se je ukvarjal s tem športom, ker ga je podpiral, je nekako normalno, da mu je ponudil priložnost. In zopet, Lance Stroll, tudi po mojem videnju, ni na nivoju Fernanda Alonsa. Redko kdo je na nivoju Fernanda Alonsa, če smo že prav iskreni. A če kritiziramo, na primer, Lensa Strolla, ki je v Formuli 1, po mnenju nekaterih, zaradi golega denarja, kaj bi lahko dejali o vozniških sposobnostih, na primer Nika Hülkenberga ali pa Kevina Magnusena? Sta po vašem mnenju ona dva boljša od Lensa Strolla? Pa pustimo sedaj denar pri strani. Vidimo lahko, da pravzaprav v Formuli 1 je štoparica tista, ki ne loči med bogatim in revnim, moškim in žensko, nekom, ki ima svetlo ali temnejšo barvo kože. Štoparica pokaže čas, ki ga nekdo porabi za odpeljati krog. In tu so seveda velike razlike. In seveda imamo fenomenalne voznike, kot so Max Verstappen, že prej citirani Oscar Piastri, in še bi lahko dobili kar nekaj primerov, kot sta na primer Charles Leclerc ali pa Lewis Hamilton, ki so vsi prišli v Formulo 1 z fenomenalnimi rezultati v nižjih formulah. In lahko bi dejali, da tudi premoženje njihovih družin ni bilo nič posebnega. In za zaključek misel, ki seveda nasprotuje tistemu, kar mnogi neprestano govorijo o tem, kako težko je priti v svet Formule 1. Kolikokrat ste slišali zgodbo, da če bi bil nek voznik rojen v drugi državi, kjer bi bilo več zanimanja, več pokroviteljev, več denarja, bi prišel celo lahko v Formulo 1. Po mojem osebnem videnju grob izgovor. Če je nekdo hiter, je hiter. Če slišimo to zgodbo, da pač ni imel nekoga, ki bi ga podpiral pri njegovem vzponu v višjo kategorijo, je to le izgovor, ker hiter dovolj ni bil. Ukolikor bi bil podoben tistemu, kar smo videli pri Oscarju Piastriju, kot primer, bi verjetno vsi pazili nanj. In če je Loganu Sargentu uspelo, kljub temu, da ni porabil družinskega denarja, lahko vsakemu, ki je dovolj hiter, uspe tudi med, ki seveda vodi v Formulo 1. Seveda, kot običajno, moje osebno videnje, s katerim se marsikdo ne bo strinjal, a za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.